Tjaša, kot medij imaš dostop do vseh informacij o življenju, o obstoju, o vesolju. Vse, kar te zanima, imaš tam gor na dosegu roke. Skozi svoj kanal si ustvarila spletno šolo Oracle Membership, kjer predajaš svoje znanje. Tečaj kanaliziranja Celestial Inspiration, kjer učiš kanaliziranja. Ustvarila si stotine dogodkov online, v živo. Med drugim pa si ustvarila tudi 4 kanalizirane knjige, ki so mimogrede vse 4 postale knjižne uspešnice, kar je izjemen dosežek. A mi lahko malce zaupaš, ali si že od nekdaj čutila, da boš pisala knjige in kako ta proces poteka? V bistvu je zanimivo zato, ker čisto vsi duhovni učitelji, s katerimi sem sodelovala kot majhna deklica, ko so me pogledali, so rekli, ti boš pa knjige pisala. In meni je bilo to takrat tako nenavadno. Zakaj? Ne? Nisem se počutila povezana s tem. In ko sem v dar dobila svoje prvo kanalizirano sporočilo, je v tem sporočilu pisalo, da bom jaz pisala knjige, ki se bodo zdele, kot da so znanstveno fantastične. Se pravi, stvari, o katerih bom govorila, so tako malo izven tega sveta, ne? Ampak da bodo v bistvu te knjige brane še dolgo časa, potem ko mene že enkrat več ne bo. In ko sem to sporočilo prebrala, sem si mislila, ta ne ve, kaj je skanalizirala, ne? Zato, ker to pač nisem jaz. Potem leta kasneje, ko sem v bistvu že kanalizirala veliko dogodkov, že veliko projektov speljala, me je v bistvu prešinilo, da zdaj pa pravi trenutek, da v bistvu skanaliziram svojo prvo knjigo. In tako se je začelo. In v bistvu zdaj, ko nazaj gledam, vidim, da so imeli prav, ne? Da so videli, da tudi tematike so včasih takšne, da za marsikoga je to izven tega sveta, ne? Takrat mi je bilo rečeno, da moja duša v bistvu prinaša rojstva, da rojeva življenje v ljudeh. In tudi te knjige v bistvu prinašajo razširitev zavedanja, da se na nek način razširiš v tem, kar misliš, da je mogoče. In potem so tako knjige nastajale ena za drugo, vsaka je prinašala neko jasnost, ki, ko sem jo kanalizirala, se sploh še nisem zavedala, kako zelo relevantna bo za tisti čas, ko je knjiga potem išla, ne. Drugače pa sam proces knjige pa tako izgleda, da v bistvu sem spet zaprta v to svojo mojo omaro, ne. Kanaliziram po ure in ure. Mesecev naprej. Mesecev naprej, ja. S tem, da velikokrat si ljudje rečejo, čakaj malo, a ti si to tako po poglavjih skanalizirala ali kako? Ne, to je tako, knjiga že obstaja. In jaz začnem in oni rečejo, uvod bo in in potem grejo poglavja po vrsti in na neki točki oni rečejo, kot smo že rekli, tam in tam, pomeni to in to. Skratka, cela knjiga že obstaja v Celestialu kot paket. Moja naloga je, da jo dol prenesem. In v bistvu, ko jaz neham kanalizirati, ko sem že utrujena, zaključim, naslednji dan začnem. Jaz ne vem od kje, ker jaz sem pozabila, jaz sploh nisem poslušala, kaj sem kanalizirala. Oni nadaljujejo z istim stavkom, kot so zaključala, ne. Tako da zame je to zelo tak lep proces in potem, ko nastane ta audio posnetek, ker jaz sem želela včasih kanalizirati knjigo in že 2 knjige imam tako na pol napisane, ampak je ta proces pisanja na računalnik bil zame mukotrpen. In sem si rekla, ne, cel proces mora biti užitek, ker ni fora samo cilj, pot je pomembna. In zato sem potem začela kanalizirati z govorjenjem in potem ta posnetek dobiš v roke ti, ki ga transkriptiraš in potem skupaj knjigo urediva in dela je res veliko. Ampak ja, zdaj v zadnjih 4 letih nam je uspelo vsako leto izdati eno knjigo. Zdaj pa malo pavze, veš. Tako da... Še dobro, če bi mi zdaj rekla, da bo januarja išla nova knjiga. Ne bi imela kam dati v svoj urnik, to pa bi bilo presenečenje zame. Čeprav, prva knjiga je nastala v enem mesecu. Ja, tako da je bila res ekspresno narejena. Ampak zdaj si tega več ne delamo, ne? Zdaj si dajemo več časa, zato da, ampak še vseeno, v bistvu eno knjigo na leto izdati je kar zelo velik projekt, sploh zato, ker je toliko enih stvari vključenih v to, to je cela ekipa zadaj, ki v bistvu kreira ta projekt, da potem pride v roke. In mislim, ko ti knjiga postane bestseller v 1 uri, mislim, jaz sem se, ob zadnji knjigi sem se zjokala, zato ker je toliko ene energije notri dane in toliko ene ljubezni in v bistvu tega, kar ljudje sploh ne vidijo. In potem, ko vidiš ta odziv,
dobiš poplačano. Dobiš v bistvu poplačano za ljubezen, ki si jo dal, zato ker so ljudje v ljubezni do tebe nazaj, ko dobijo knjigo in jo radi berejo in jo nosijo s sabo vse povsod. In mislim, še zdaj, ko sama svojo lastno knjigo prebiram tekom leta, si rečem, wow, kaj pa to dobro sporočilo, kaj si pa to dobro skanalizirala, ful ste dobro povedala. Ne? V bistvu so te knjige tudi zame so moj učitelj. Vsi projekti, ki jih ustvarja celotna ekipa, so v bistvu velikokrat slišimo, ko pridejo ljudje na naše dogodke ali pa primejo naš izdelek v roko, to je pa res dodelan, ali pa dogodka na tako visokem nivoju pa še nikoli nisem obiskal, ali pa tečaja kanaliziranja. Mi se gremo res na visokem nivoju. To je nekaj, kar je tebi in Anji Timzoji zelo pomembno. A veš, ko sem začela kanalizirati in sva začeli v bistvu organizirati dogodke, sem imela možnost, da mi dve to narediva v neki šolski telovadnici, pa tam se je tudi zaveda začelo, ker na začetku niti nimaš financ, da bi lahko v bistvu plačal večjo, lepšo dvorano. So potem zanjo takoj ugotovili, da ne, da dejansko mi dve želiva ljudem dajati izkušnjo, ki je celovita, ki je na visokem nivoju, ne v smislu boljše, slabše, ampak v smislu, ko človek pride na naš dogodek, jaz želim, da se on počuti tako fantastično, da ga cela izkušnja napolni. Ne samo, da je dogodek energijsko močan zaradi sporočil, ki pridejo skozi mene, želim, da je okolica, v kateri je, cvetje na odru, esence, ki so v zraku, energija cele naše ekipe, cela izkušnja na tako lepem nivoju, da on gre domov obogaten. Da je njegovo življenje lepše, ko odide, kot takrat, ko je prišel. In zato smo se odločili, da mi ne bomo imeli dogodkov v telovadnicah, pa nič narobe s tem, ampak to ni moja vibracija. Ampak pač dogodke izvedemo v res lepih dvoranah, kjer je tudi energija lepa in mi energijo tam dobro postavimo in v bistvu res želimo dati ljudem celostno izkušnjo. Od trenutka, ko se prijavi, od celega suporta ekipe, stika s strankami, vsi mi, cela najna ekipa, vsi vi v bistvu dihate to vizijo in naša vizija je spreminjati, transformirati zavest na planetu, dajati moč v posameznika, mu pokazati, da je zanj mogoče vse, da je vodja svojega življenja in mu pokazati ta stik z njim, dvigati njegovo vibracijo. In v bistvu, ko smo z Anjo začeli, se je v bistvu najina pot začela tako, da so bili deklici za vse. Samo sami so bili, vse smo počeli sami in smo v bistvu videli na neki točki, da ne gre, da ti rabiš osebo, ki zna to, ki ima ta talent, ki ima to sposobnost in tako je potem ekipa rastla. Tudi to je svojevrsten izziv bil, v bistvu v tem našem prostoru, jaz se včasih hecam, imajo vsi garažne firme, se pravi, v svoji garaži dela meditacije, pa vse je na temo prispevkov, pa kdor da, če da, kako da, v bistvu polno neke nepomirjenosti okoli duhovnosti. Mi da so se pa odločili, da v bistvu to je najin velik projekt, to je najin doprinos svetu in mi bomo delali to tako, kot se zagre, na nivoju. In na nivoju v smislu našega odnosa do naše skupnosti, na nivoju izkušnje z nami in v bistvu pač to je najina kreacija, ki je v bistvu od naju zahtevala, da iz tega postane to poslovna zgodba. In v bistvu se spomnim, kako velikokrat, ko kdo pride od zunaj, ki si misli, to pa Tjaša sama doma ima maile, odgovarja pa malo kanalizira, pa potem pa pride v pisarno in vidi, oni so v poslovni stavbi, koliko je velika ekipa. Ko me vprašajo, koliko imamo veliko ekipo, čakaj, kaj, kar 20-30 vas je že, v bistvu ljudje se sploh ne zavedajo, kakšna zgodba je to zadej, koliko ljudi s svojimi darovi in svojimi dušnimi sposobnostmi dodaja v to, da imajo oni lahko tako lepo izkušnjo. Vse to pa v bistvu ne bi bilo mogoče, če za storitve ne bi zaračunavala. Velikokrat dobimo očitke, da zakaj zaračunavamo, ker angeli ne poznajo denarja. In že prej si govorila o tej moderni duhovnosti, o tem, da nismo samo v haljah in jemo kumare, ampak smo tukaj prizemljeni v tem življenju. Kako pomembno je, da je ta vibracija obilja tudi prisotna v duhovnosti? Vstopna energija nikoli ni bil denar. Ampak
denar pa je izkušnja te dimenzije, v kateri živimo. In jaz vse stvari, ki sem jih začela, pa v bistvu vsi projekti, s katerimi sva zanjo nekako orali ledino v Sloveniji, so nastali zaradi ene velike vizije. In ta vizija je transformirati življenje ljudi, jih opolnomočiti, dvigniti zavedanje. Ampak ti tega ne moreš početi. Ti ne moreš ljudi povabiti na dogodek v lepi dvorani, če ti nimaš financ, da bi ti to dvorano lahko plačal. In na začetku so obedve zanjo v bistvu imeli drugi službi, zato da sva tam zaslužili plačo, zato da sva lahko investirali v najino pot. In sva to delali leta, a ne? In nobenega sramu nimam ali pa strahu, da bi rekla, da so moje storitve plačljive. Seveda so, angeli ne računajo, jaz pa, ne? Zaradi tega, ker da jaz lahko tebi dam to izkušnjo, jaz rabim v bistvu finance, s katerimi jaz lahko tebi dam to izkušnjo, ne? Da rezerviram to dvorano, da natisnemo knjigo v končni fazi, da vse to pride v tvoje roke. A veš, enkrat sem bila povabljena, da mislim, se ti veš, no, oni ne vejo. Sem bila povabljena, da napišem en članek o moji prihajajoči knjigi. In namesto tega, da bi me ta novinarka spraševala o tem, o čem bo govorila moja knjiga, je bilo vprašanje zasnovano na ta način, da v bistvu je hotela mene izpostaviti kot nekoga, ki se grabežljivo skozi duhovnost izkorišča ljudi in jih zavaja in v bistvu manipulira. In jaz sem bila toliko šokirana, da v bistvu sploh lahko nekdo kaj takega pomisli, zato ker sem si mislila, kako, a ne čutiš, a ne vidiš vstopne namere, ki jo sama in cela moja ekipa daje v polje, ampak v bistvu ne morejo videti ljudje, če gredajo skozi ta očala. In če ti iščeš zlorabo, boš ti najdel zlorabo tudi tam, kjer je ni. A ne? Tako da vstopna namera je vedno to. Dvig zavesti, opolnomočanje ljudi za projekte, ki jih pa seveda izpeljujemo, se pa izmenja plačilo, zato ker ljudje nekaj dobijo, ko pridejo na naš dogodek. Pa še nekaj je. Mi, naša ekipa, v bistvu zanjo sva se odločili, da bova dobrodelni, da je v bistvu naš prispevek, sploh v slovenski prostor, ker smo tukaj res največ časa delovali, a ne, čisto vsak človek, ne glede na to, ali zmore finančno ali ne, pri nas lahko nekaj dobi. Mi v zadnjih 5 letih 1/4 našega prihodka, ne dobička, prihodka, damo v brezplačne vsebine za skupnost. To so, govoriva o tisočih in tisočih, 100 tisočih in 100 tisočih 100 tisočih, ja. evrih, ki gredo v svet, zato da nekdo, ki ima stisko, lahko vtipka na YouTube meditacija Tjaša Dorelaj in najde nekaj zase. V bistvu dajemo skupnosti zelo veliko, ne zato, ker rabimo, da oni vidijo, da mi dajemo. Ne, zato, ker je to najino poslanstvo. Ampak na drugi strani pa se ne počutim slabo, če za svoje storitve računam. Zaradi tega, ker je to izmenjava, ne? In v bistvu človek dobi izkušnjo, dobi storitev, dobi kvaliteten izdelek in ko damo, ko plačamo, smo tudi bolj odprti za to, da sprejmemo, a ne? In tukaj, kdor ima tukaj blokado in težavo in obsodbo, bi mu jaz samo rekla, ti živiš v pomanjkanju zaradi tega, ker imaš toliko zgodb okoli obilja, a ne? In ko te zgodbe, programe reprogramiraš in spustiš, se bo tudi tvoj balonček obilja povečal, a ne? Tako da denar je del izkušnje, ni cilj, ni bistvo, pride zraven, na koncu ga pa itak daš naprej, ker investiraš v nove projekte. In jaz sem si zadnjič rekla, jaz bi si lahko že ne vem koliko Ferrarijev kupila, pa jih imela doma parkiranih v garaži. Ne, jaz se odločam ta denar dajati nazaj. Jaz se odločam ta denar, ne dajem ga tako, da ga talam, a ne. Tudi recimo sama osebno nikoli ne plačam klošarjev denarja, zaradi tega, ker ne verjamem v tako izmenjavo, a ne. Jaz želim z denarjem podpirati to, kar je moja vizija prihodnosti. In moja vizija prihodnosti so ljudje, ki živijo v zavedanju, ki so zavestni, ki so vodje svojih življenj in vsa vsebina, ki jo dajemo, ki jo je res veliko, ki je brezplačna za njih, je zame opolnomočenje tega, a ne.
Je pa tvoja vajna zgodba, kljub vsemu, zgodba o velikem uspehu, velikem poslovnem uspehu. Ne nazadnje sta pred leti ustvarili svoj prvi milijon. Kakšni so bili občutki takrat, ko je bil prebit ena ta prelomnica? Če sem čisto iskrena, jaz sploh vedela nisem, da smo naredili prvi milijon. Zato, ker se nikoli ne sprašujem o tem. In potem je bil še kakšen mesec, 2 za tem, ko sem izvedela to informacijo in sem bila tako, wow, a res? In jaz sem bila šokirana, ker meni ni naredilo nič. A ne? Ker tako si včasih misliš, jaz želim to, jaz želim ono, jaz želim ustvariti neki ego, ne, ima včasih svoje zgodbe. In potem pa se to zgodi, pa ugotoviš, da imaš iste probleme, iste izzive, iste situacije, s katerimi se ubadaš in da to tebe ne določa. Razumeš, pa se rečeš, ne, saj mogoče, ko bo pa drugi milijon, se bom pa drugače počutil. Pa pride pa drugi, pa tretji, pa nima veze, ne. Ti si isti, zaradi tega, ker nima veze, kaj je zunaj. Vezo ima, kdo si ti, kako se ti počutiš, kakšen je nivo tvojega življenja v smislu tvoje duhovne pomirjenosti. A ne? Tako da, kar bi rada rekla, je to, da ko bi se ljudje zavedali, da ko ti se predaš eni poti in si cel v njej, vztrajen, je milijon lažje doseči, kot si misliš. Ker v bistvu gre za to, da prehitro obupamo. A ne? Midve z Anjo sva šli čez turbulence takšne, da to ljudje sploh ne vejo. S čim vse se moraš na svoji podjetniški poti soočati. Pa z ekipo, pa menjati ljudi. V enem obdobju se je 12 ljudi zamenjalo v naši ekipi na enem delovnem mestu. 12 ljudi uvajati v roku leta pa pol in potem ugotoviš, da ni skladno in iščeš naprej. Da ugotoviš, da najdeš dinamiko ekipe, ki je skladna, zato da lahko ti projekte delaš. Da v bistvu vse ta polena, ki ti padajo pod noge strani ljudi, ki so ti fovši, in strani ljudi, ki jim greš na živce in ne vem česa vse, da skočiš skozi njih, da se v bistvu soočaš z rastjo, ki ti jo že sama podjetniška pot ponudi, a ne? Da vodiš skupnost, da sam svoje procese rasti, ki pridejo, svoje programe, ki jih moraš rast, ki jo moraš sam narediti, zato da ti lahko si tako velik. Jaz na začetku, jaz sem vedno vedela, da sem narejena za velike odre, da bom stala na velikem odru, ampak jaz nisem bila sposobna energijsko držati velikega odra. Se pravi, ti moraš zrastati do te točke. In v bistvu to je toliko ene rasti, toliko enega soočanja, toliko enega, bom zdaj tako naravnost rekla, kot reče najina prijateljica, jebanja ježa, da marsikdo ni pripravljen, a ne? Ampak potem tudi ni rezultata. Je pa tudi ena stvar res, brez Anje jaz ne bi zmogla te poti. Zato, ker ona je najbolj inteligentna oseba, ki jo jaz poznam v mojem življenju, pa imam ob sebi zelo sposobne ljudi. Njeni možgani, njena sposobnost iskanja rešitev, vodenja najinega podjetja, najine ekipe, vodenja projektov, navsezadnje najina dinamika, kako jaz prinesem vsebino in kanaliziranje in ta moj dar in ona na drugi strani to njeno izjemnost, vodenja cele te zgodbe, sama jaz do sem ne bi mogla priti, a ne? Niti ne brez ekipe, brez vseh vas, ki ste vsaka zase izjemna in vsi, tudi imamo tudi moške, a ne? Izjemni in v bistvu ne moreš doseči velikih stvari, če v to zgodbo ne povabiš velikih ljudi. In ko mislim veliki, mislim srčno veliki, profesionalnih, v smislu, da so res dobri v tem, kar oni počnejo in da vidijo isto vizijo, ki jo vidiš ti. Tako da te milijoni v bistvu sploh niso uspeh. Ja, ego reče super kljubca. Ampak kaj je uspeh? Uspeh je to, da ko srečaš na cesti človeka in ti reče, jaz sem bila na tem, da naredim samomor in potem ga nisem, zato ker sem se spomnila, da si ti enkrat rekla to pa to pa to pa to. In jaz vem, da mi spreminjamo življenja. Ljudje si spreminjajo življenja, ker moč je v njih.
skozi to, kar živimo. Skozi moje poslanstvo, ki ga živim, in to je moje kanaliziranje, skozi Anjino poslanstvo, ki je njeno izjemno vodenje, kajti midve ustvarjava zavestno podjetništvo. In za vse izzive, ki smo jih imeli, sva vedno vprašali zgornje nadstropje. Ne? Mi tako rečemo, ko najna odvetnica reče, dajta preveriti v zgornjem nadstropju, ne? Ker pač v njeni firmi ona ne more ravno reči, dajta malo pokanalizirati, pa kaj, a se zgornje nadstropje strinja, se strinja. Pa sva že vse imeli, ne? Pa smo bili na sodišču, pa smo imeli takšne in drugačne izzive in takšne in drugačne napade, ampak vse to smo rešili z ljubeznijo, z visokim zavedanjem. Midve, bom čisto iskrena, sva zelo, zelo veliko projektov. Daš denar, toliko denarja, da si ljudje niti predstavljati ne morejo, pa stvar ne uspe. Ampak si na koncu dneva rečeš, pa kaj potem? Smo vsaj videli, da to ni naša pot, gremo drugo pot. In v bistvu kot podjetnik moraš biti toliko pogumen, da daš svoje jajca pa jajčnike na mizo in si rečeš, tukaj sem, to je moja vizija. Ampak če ti je tvoja vizija denar, ti nimaš motivacije iti skozi te ovire. Če pa tvoja vizija nekaj večjega, to, kar je pri nas, pač doprinos svetu, potem si pa rečeš, vse denar pride pa gre, ampak naša zgodba pa ostaja in se razvija. In veš, kolikrat moraš kot človek umreti na tej poti. Umreti, ker stare zgodbe prerasteš in rabiš stopiti v nov projekt in pustiti za sabo. Enkrat se spomnim, da smo naredili cel nov set orakeljskih kart. Izjemen je bil. In sva zanjo bili na počitnicah na Malorki in leživa na plaži in jaz razmišljam, da ta projekt orakeljskih kart moramo ustaviti zaradi tega, ker nisem čutila popolne vibracijske skladnosti, da mi zdaj to lansiramo. In nisem vedela, kako naj to povem, ker projekt je bil narejen. Samo še vtisk je bilo potrebno poslati. Vse se je že plačalo. In sem rekla, ne, jaz si bom povedala. Ne? In isti dan zvečer, ko sem nameravala to povedati, ona mene pogleda, v posteli sva ležali in je rekla, Tjaša, jaz ti moram nekaj iskreno povedati. Jaz bi ustavila projekt orakeljskih kart. Obe sva začutili, da to ni projekt, ki je skladen s tistim trenutkom. In ne glede na to, koliko ljudi je bilo vpetih v to, koliko denarja se je že investiralo v to, stvar ni bila več skladna. In če ti delaš za denar, ne, pač valjda greš in lansiraš. Ampak kaj so se pa midve naučili skozi najino zavestno podjetništvo? Če stvar ni s tabo skladna, če ni čista, ne bo rastla, ne bo doprinašala. Zato ne sili. In smo projekt ostavili in takšnih projektov je bilo malo morje. In v končni fazi tudi ta naša tujina. Pač v lanskem letu smo mi, razen spletne šole Oracle Membership, v bistvu vse projekte slovenske zaključili. Viš, koliko podjetnikov je meni rekli, Tjaša, daj pelj to zgodbo naprej, utečeno skupnost imaš, ljudje si želijo, veš, koliko lahko tukaj denarja obrneš. In meni je tako, kaj mi sploh razlagaš? Ne gre se za denar. Ljudje bodo čutili, če jaz ne bom tam cela. In ne, moja duša me kliče, da naredimo to, kar delamo tukaj, širše. In smo šli spet v eno izjemno veliko investicijo. Veš, ljudje si mislijo, da ne vem, daš eno stvar na YouTube ali pa na Instagram in v enem dnevu si viralen in cel svet zate ve. Pač ne. Pač jaz sem sebe pripeljala do izgorelosti lani zaradi tega, ker to, kar sem lani kanalizirala, jaz na neki točki sem zgubila glas, ker nisem več mogla govoriti, ker sem toliko kanalizirala. Podcast s 100 epizodami v parih mesecih, mislim, da več kot 100 kanaliziranih meditacij, poleg vsega tega, kar smo ustvarjali na globalnem trgu, kar Slovenci sploh niso videli, ne? Mi smo targetirali 7 evropskih držav in za vseh teh 7 držav smo vzpostavljali kampanje, da se je tam zavedanje dvigovalo. In to je bil tak projekt, da mislim, še zdaj, ko nazaj pogledam, meni pod soncem ni jasno, kaj smo se mi tega lotili. Ampak na koncu, ne glede na to, kako velika zgodba je, pa če to zgodbo čutimo, bomo mi v to zgodbo šli in smo šli. In in je bila in velika investicija finančna in časovna in energijska in na koncu vse so se stvari obrnile, ne? Ampak počasi.
In potem si rečeš, čakaj malo, a je sploh vredno, da nadaljujem, če se stvari premikajo tako počasi. A ne, zdaj, če bi ti šlo samo za denar, bi rekel, ne greš, ne. Ampak ker je v zadnji druga zgodba, si rečeš, ja, lej, bo vzelo, kar bo vzelo. Ne? Samo zdaj, kar sem se pa naučila, je pa to, da sem lahko bolj ljubeča do sebe, da se ne rabim toliko gnati. Ker zame je bilo vse na go big or go home. In potem sem dojela, ko sem prišla do burnouta letos, januarja, sem si rekla, Tjaša, če boš tako nadaljevala, tebe več ne bo. In potem več nikomur ne boš imela nič dati. Meni je en teden telo vibriralo. Brnel mi, jaz sem ves čas slišala zvok, kako mi brni v glavi. In ko sem sedela tam pri zdravniku z IV v žilo, sem šele dojela, da v bistvu sem se pripeljala do konca. In potem sem si rekla, Tjaša, a je to tvoje poslanstvo? Ja, ampak a je način, kako se ti zaganjaš, skladen s tabo? Ja, ne, to pa ni. In sem ugotovila, da sem 15 let svojega življenja posvetila temu in zame je bilo to vse. Jaz sem prej odgovorila v storiju na vprašanje naše skupnosti kot moji lastni mamici na SMS. Ker je bila moja pripadnost temu tako velika. In potem sem v bistvu ugotovila, da sem na neki točki sebe dala v ozadje. In da sem v bistvu pumpala sebe, svojo duhovno prakso, zato da sem zmogla vse te stvari in poleg tega še velika odgovornost. A ne? Na eni strani biti tam za ljudi, dajati jasnost, držati gor energijo, kreirati vse te stvari, na drugi strani imeti pa svoj oseben proces razhoda, ne? Ranjeno srce, na drugi strani, zdaj so ljudje razočarani, ker si šla ven iz Slovenije, ne? To je toliko enih sil bilo, ki so v bistvu name vplivale tako, da so me dobesedno stisnile v to, da sem prišla do točke, ko sem si rekla, zdaj pa tako, Tjaša. Na tej točki lahko vse nehaš. In jaz sem ugotovila, da moje poslanstvo je prinašati jasnost. In jaz sem to že naredila. Jaz sem se na neki točki sesedla v kopalnici na tla, se zjokala do konca in sem si rekla, Tjaša, kaj pa če si svoje poslanstvo že naredila? In to je, dala si slovenski skupnosti vse in še več. In jaz samo zavestno stojim za tem, da smo z ekipo in z našo dobro zgodbo v slovenski prostor prinesli tako velik dvig zavesti, ki bo utripal še leta in leta, če se bodo ljudje na to pripeli. In sem pomirjena s tem. In sem si rekla, lahko se zdaj preseliš v Avstralijo, gojiš ovce in vzgajaš ovce in noge v luft in samo obstajaš, ker lahko. In sem si dala to dovoljenje, da se v bistvu zaključi ena zgodba, ker sem ugotovila, da mene to je definiralo, to, kar sem jaz dejala. A ne? In na koncu me je pa pripeljalo do tega, da sem bila izčrpana. In potem so mi ljudje rekli, ja, kako lahko ti, ki si medij in imaš dostop do vsega tega, pa ti prideš do burnouta. Saj to ne pomeni, jaz sem še vedno človek. Jaz imam še vedno svoje stvari, skozi katere moja duša raste. To mi daje jasnost, ampak na koncu je treba vse to v prakso dati, ne? Tako da, kaj sem ugotovila? Ugotovila sem, da lahko rečem dovolj je. In da dam Tjaši, ki ni medij in ki ni vse to za vse ljudi, dovoljenje, da ona samo obstaja, ker na koncu sem čutila tudi veliko odgovornost do ekipe. Veš, ko imaš ti enkrat tako veliko ekipo, ti veš, da v bistvu je plača ljudi in njihovo preživetje odvisno od tvojega daru. In to je bila taka teža. Se pravi, če jaz zdaj ne bom sestavila sebe, da bom sposobna to skanalizirati, na neki točki moja ekipa ne bo imela plače. In potem ugotoviš, ne, da niso vse stvari tako lahkotne, pa ona samo se ima lepo, pa kanalizira, pa vse je jasno, pa vse izkapleti. Da so izzivi, procesi, ki se dogajajo globoko notri. In ko sem si dala dovoljenje, lej, bo pa ekipa našla drugo službo, če boš ti nehala delati. Boš pa samo bila, Tjaša. Ko sem si dala to dovoljenje, so se stvari začele umirjati in na tej celi poti sem dobila bakterijsko vnetje žrela,
so me takoj operirali in jaz sem bila en teden brez možnosti govorjenja. S tem, da to je bilo ravno tisti dan, ko sem imela dogodek naplaniran. In je bilo tako, čakaj malo, ne moreš, če ti ne moreš govoriti, Tjaša. Jaz sem še vam napisala, jaz bom speljala ta dogodek. A čez 2 minuti več nisem mogla ust odpreti, ker sem bila operirana, ne? In takrat sem si rekla, pa koliko daleč boš ti, kokoška, šla za to tvojo skupnost? Kaj pa, če bi najprej sebe videla, pa zase poskrbela? Ljudje imajo v šoli toliko meditacij, da če zdajle začnejo, imajo za 5 let dela. Torej, a se lahko umiriš in ustaviš in najprej vidiš sebe. In tako sem potem v bistvu šla čez eno tako močno osebno transformacijo, kjer se je moja identiteta se je zrušila. In sem prepoznala, da najprej sem jaz, kot Tjaša, kot človek, kot bitje, vse ostalo pride v drugi vrsti, a ne? Ampak ravno ta pot, ta izkušnja, ki si jo sedaj opisala, te je pa pripeljala do tega, da si začutila, da je čas, da malce svojo vizijo spremeniš. In o tem bomo govorili malce kasneje, ampak en poseben projekt se je znotraj te nove vizije pripeljal, o katerem želim tudi malce govoriti, in sicer dokumentarni film, v katerem predstavimo meritve tvojih možganov med kanaliziranjem. Dej povej malo več o tem projektu. A se spomniš, kako so šli januarja na sprehod, ko sem bila najbolj sesuta in sem ti jokala in sem ti rekla, kaj pa, če ni namen, da napišem še ne vem koliko knjig, pa skanaliziram še ne vem koliko sporočil. Kaj pa, če bi mogla narediti nekaj čist drugega, naprimer posnet film o kanaliziranju. In to je bilo takrat tako, misel, ki je prišla in je ostala tam nekje v etru. Potem pa aprila se mi je dobesedno čez noč sestavila cela nova vizija. Videla sem, kako se zdaj začenja zame ena nova era. In del te poti je bila zelo jasno sporočilo, ki mi je reklo, pojdi, naredi eksperiment, naredi raziskavo, kaj se dogaja s tvojimi možgani med kanaliziranjem. In jaz sem prišla v pisarno, povedala vam vizijo, ki sem jo videla, celo vizijo, ki je večja od te raziskave, in sem imela kar strah. Najprej sem Ani povedala, par nisem čakala, ker nisem upala njej povedati, ker če bo ona rekla, da smo za, da je to super, potem vem, da gremo v to smer, potem druge steble ve, ne? Če bom v pisarni povedala, da ste za, potem gremo po tej poti. In ste bile v bistvu čisto navdušene in smo šli v ta projekt. Dokler nisem tam sedela z kapo na glavi in z minutko pred začetkom meritev, se nisem zavedala, v kaj sem se vrgla. Pripeljali smo strokovnjaka, zdravnika, iz Amerike, ki je naredil te meritve. Ja, povezali smo se z Jeffom Tarantom, ki je v bistvu deluje na področju nevroznanosti in raziskuje v bistvu prav to, možgane v teh različnih delovanjih. In on je v bistvu prinesel vse svoje aparature. To je bil skrivni projekt, dobro smo ga mogli skriti, zato da ljudje niso vedeli, ker smo hoteli v bistvu sami zase priti do jasnosti, kaj dogaja. Ja, šle smo za svojo popolno vibracijsko skladnostjo. Obstaja zelo veliko inštitutov, ki se s tem ukvarja. In ko smo v bistvu dobile njegovo ime in je ekipa začutila, da je to pravi človek, smo šli v to smer in ga pripeljali v Slovenijo, se za en teden zaprli v hotel, kjer smo te meritve opravili. In meni so prijatelji in najbližji rekli, si ti prepričana, da se boš tega lotila. Kaj pa, če boš kaj takega ugotovila, kar ti ne bo všeč? In meni je bilo tako, itak, da bomo to naredili. Če sem jaz tako močno začutila, da moramo to narediti, sploh ni vprašanja. Potem pa je prišel prvi dan, ko mi je Jeff dal na glavo to kapo, me vse nastavil in sva delala baseline. Se pravi, samo preverila sva, kakšno je stanje mojih možganov, ko sem normalno, zaprtimi očmi, samo umirujem. On je sedel za mano in je dejansko na podlagi delovanja mojih možganov točno videl, da sem dvignila levi del ust,
da sem migetala z učkami. In takrat sem jaz dojela, o moj bog, on vidi naravnost v moje možgane, zdaj bo on videl vse. In me je za trenutek stisnila, potem sem si rekla, zdaj si tle na vrhu tobogana, sam spusti se. In jaz 5 dni se veš, 5 dni nisem vedela nič, kaj se dogaja. Ti si bila edina, ki je imela vpogled v to in vse, kar si ti meni rekla, Tjaša, super je, gremo naprej. To je to. Lahko rečem, da sem šokirana. Do kakšnih rezultatov smo prišli, na tej točki jih še ne bomo razkrili, zato ker smo se odločili, da smo cel ta proces dokumentirali, snemali in bomo v bistvu izdali dokumentarni film z ugotovitvami, do katerih smo prišli. Spomnim se, ko so mi bili rezultati razkriti, da sem bila v takem šoku, da sploh nisem dojela, kaj so mi povedali. Še naslednji dan si bila v šoku, se spomnim, ko smo šli na sprehod. Si mi rekla, Nina, ampak a so to dobri rezultati? Ker je bilo tako drugače od tega, kar smo pričakovali. Človek si naredi neko zgodbo in to je tisto spet, a veš? Tvoj lahko vidi samo toliko, kot si že v preteklosti doživel. Obstaja pa še cela dimenzija drugih nivojev, katere ti še nisi doživel, pa so tam. In v bistvu včasih ti življenje da nekaj čisto drugega, kar si ti pričakoval, ampak na koncu je vedno boljš. In tukaj je bilo spet to, samo zaupaj poti. Dejansko smo dobili izjemne rezultate. Komaj čakam, da jih razkrijemo v naši skupnosti. Zaradi tega to ni samo za dvomljivce, ki so mogoče prej govorili, ta Tjaša samo nekaj blabeta. To je za vse te pogumne duše, ki že toliko let poslušajo kanalizirane meditacije, delajo na sebi, živijo zavestno, so v stiku s svojo dušo, ki dejansko so zaupali svojim notranjim občutkom, predno je znanost dokazala. To je v bistvu kot potrditev, da smo na pravi poti. Tjaša, skoraj smo pri koncu tega izjemnega intervjuja. Imam še 2 vprašanji zate. Prvo vprašanje je, da nas prosim spustiš malce bliže v svojo vizijo prihodnosti, ki jo vidiš kot medij. Vsi, ki so del moje skupnosti, vedo, da ena vizija je, da bom stala na Madison Square Garden odru in imela dogodek. To je vizija, ki je še vedno v polju. Ampak včasih sem videla sebe povsod. Letošnje leto s to izgorelostjo me je pa nekako prizemljilo v čisto drugačen občutek. V zadnjih 15 letih sem bila povsod. Sem bila s svojim darom povsod in dala vse in še več. In dejansko se mi je letos pokazalo, da je čas za mene, da se malo umaknem v ozadje. Da stopim korak ven iz javnosti, iz medijskega, iz vidnega polja. In začnem delati, sodelovati z vizionarji, svetovnimi voditelji, ljudmi, ki so v prvih vrstah. In opolnomočim njihove zgodbe in njihovo pot. In je hecno, zato ker lansko leto sem videla sebe, kako bom nagovarjala milijone ljudi in množice širom sveta in vse, kar smo delali, je bilo usmerjeno v to smer. Potem pa se zgodijo stvari, zrasteš, zavedanje se ti prestavi, skočiš v drugo časovnico in v bistvu mi je letošnje leto pokazalo, da vse to še bo, vse to še pride. Ampak moram narediti eno, če je moja avtocesta tukaj in je zdaj en izvoz, ki ga rabim narediti. In čutim, da naslednja leta, mogoče 3-5, bomo videli, koliko bo, so namenjena v bistvu bolj intimnemu sodelovanju z določenimi izjemnimi dušami, katerim želim skozi svoj kanal odpreti dimenzije, zato da lahko njihovo poslanstvo je še večje. To so ljudje, ki spreminjajo svet. In jaz želim pomagati tem ljudem spremeniti svet. Zato, ker skupaj spreminjamo svet. Tako da zaradi tega sem malce sentimentalna, hkrati pa čutim, da je to pravi korak. Zaradi tega, ker sem bila povsod zelo dolgo časa, zdaj pa mislim, da prihaja era moje
umaknjenosti vame in tudi v moj osebni svet. In v bistvu se veselim. Na koncu moramo zaključiti na osebni noti. Kaj pa Tjaša Dorelaj osebno? Kakšna pa je tukaj vizija za naslednjih 5 let? Zagotovo to, da sem v stiku s sabo, zadovoljna, srečna, da sem dovolj sama sebi, da čutim svojo lastno vrednost. Božansko partnerstvo, družina, otroci, svoj dom. In še vedno, tudi v najbolj osebnem, še vedno ostaja kanaliziranje. Ostaja moje poslanstvo in to je, da vse te vizije, katere vidim, da je moja duša prišla roditi, da se še naprej rojevajo v svet. Hvala, ker si nas spustila v svoj svet, Tjaša. Bilo mi je v čast in veselje. Hvala tebi.